Naj vam predstavim današnje komentatorsko omizje. Prva je pevka, modna oblikovalka, voditeljica, izredna prodorna poslovna ženska in seveda lepotica. Najbrž ste že sami uganili. Z nami je Rebeka Dremelj. Jej! Ta lepotica, to je bilo najlepše slišati. Daj še to enkrat reči, no prosim. Dej. Misica si pozabil. Misica? A bi mogel reči misica? Misica, to še kar... To je zdaj spet aktualno. A mi poveš, kdaj je bilo to? Ja, to bodo... Sami pogooglali. A je kdaj je bilo to? Ja. Ja, 20 let nazaj. 20? Ja. A imaš ob 20-letnico... 20. obletnico imam, seveda. Leta 2001. Še en aplauz, prosim. Ja. Kada ni nič časa vmes. Ja. Meni se tudi tako zdi, glej, sploh, ko se na Instagramu gledam. Ne smem reči dobri filtri, ker to bi bilo narobe. Gremo naprej. Drugi pa je človek, ki ga ni potrebno posebej predstavljati. Prvi slovenski najstniški idol, pevec in plesalec Sebastian. Hello, hello. Dobrodošla oba. Po kuluarih te hiše se govori, da bosta gosta tudi v silvestrskem programu. V petek zvečer. Ja, v petek zvečer na Silvestrovo. Je to res? Skupaj bomo odštevali do novega leta. Tako? In zelo se veseliva tega. In mimo grede, lahko sodelujejo tudi vsi gledalci. In ravno to, ja. Ti mi bereš misli. Ja, vi berem. Rebeka, ti bereš misli. Pozabil sem, da naslednjič moram napovedati, da si tudi deževalka. Ja, letos mineva 50 let od prvega posnetka pesmi Silvestrski poljub Alfija Nipiča. Se pravi, najboljši novoletni komad vseh, a to se strinjamo? Strinjamo, absolutno. Do zdaj. Ne mine Silvestrovega brez te pesmi. Do zdaj, ok. Do zdaj. Ja, taj zdaj vajni božičen, no. Mačkan. Recimo, če bi letos videl, kaj v Kostanju pela, bi bilo še večje. Ampak, torej, ja, v glavnem, vrnem se nazaj k silvestrskemu poljubu. Torej, pri oddaji v petek zvečer imajo posebno akcijo. Prosijo nas, da pošljemo fotografijo poljuba ali poljubčka, lahko romantičnega, lahko igrivega in navihanega, prijateljskega, sosedskega ali sovoditeljskega. Bernarda pa kada me ni. Da bo le izveden v konsenzu. Jaz čakam, da me kamere pokažejo. Zdaj so kamere iz drugje, na snemanju. Midva sva ga hotla pokazati, kot vidiš, ne? Ja, ampak ni šlo. Jože. Gospod Dremelj se ni mogla zresniti. Torej, se pravi, ne zdaj iz zasede napadati nekoga, ki ga zgolj zalezujete. Se pravi, konsenzualen poljub mora biti. Vse to se strinjamo. Absolutno, ja. Če ste pa bolj sramežljive sorte, pa lahko svoj najboljši ali pa najbolj nenavaden poljub, silvestrski poljub, tudi samo pišete. Do nedelje 12. decembra fotografija ali pa opis, seveda pošljite na elektronski naslov silvester@rtvslo.si in postanite del najdaljšega petka zvečer. Se pravi, še enkrat silvester@rtvslo.si. Zdaj pa iz silvestrskega poljuba, tistega hrepenečega, gremo pa v prijateljstvo. Vajno prijateljstvo. No se vidiš, ravno zaradi tega se midva nisva mogla poljubiti, ker sva 20 let že prijatelja, ne, tudi to si hotel povedati, vem, sem ti prebrala misli. In zato nisva mogla to speljati, razumeš, ker to s prijateljem se ljubčkati. Hecanje. Šlo je v bistvu za bolj prijateljski poljub, ne romantičen poljub, ampak smo želeli na vsak način zadevo vključiti v spot, ampak ni šlo. Ni šlo, ne, to je bil neki huronski smeh, zdaj ne vem, nisem mogoče, tak smešen, tudi nisem pomoč. Ne. Pustimo to. Pustimo res. Mene zanima druge stvari, se pravi, prijatelja sta 20 let. 20. Toliko časa, ko si tudi mis. Ja, ker tam pa tebe ratala ona zanimiva šele, ki je bila z naslovom. A ti Lento in korono. Ampak ona to zgodbo tako lepo pove, tako. Aha, najbrž je bil... Takrat sem se spoznala, ko ona je zmagala, ker sem se leto predtem predstavil na Miss Slovenije 2000, mislim, ne bomo letnica sicer. Kot pevec, ne? Kot pevec, tako, ona pa leto, ja seveda, kaj pa. Ja, no, predstavil. Hočem to nazaj, je bilo takrat že. Tako, tvoja najljubša pesem tistega obdobja smo že zvedeli v večkrat prejšnjih oddajah. Večkrat, ja. Leto dni kasneje pa je Rebeka zmagala. Pa prišla njegova najljubša misica, ne? Tako, eto, viš. 1990 je bil to.
Ne, 2000 in 2001. A je 2000? A ja, Jože, zdaj mi nisi Jože. ja, ledu, prosim. 2000. Okay, ja, ne, ker mi ni šlo skozi, ne vem, kje sem zdaj v 90 skočil. Ja. Ja, ne vem, Sebastjana si pogledal, ne? Ker prej, ko si mene gledal, ti je bilo jasno, da je to. Spet, A to se bomo 2000, šli. Kdo je lepši, kdo je 20, ne? pušpona? Kaj bomo zdaj? Vedno isto. V glavnem, nič nisem še vprašal glede prijateljstva. Mi sva samo 7 let prijatelja. Prej so V ključnih letih sta zdaj pa. A so res po vajnih izkušnjah to res ta neka prelomna leta? Nekaj se zgodi tam prijateljstva? okoli 7. 8. leta, se zgodi tudi Kaj? v privatnih zvezah, se mi zdi, da se nekaj Pri se nama se premakne. ni. Ne, to, Nič se ni. Ne, ne pri nam prijateljstvo, ne. To ne. Ne. Ja, se ne vem, kaj ne rečem. Se pravi, nič se Mislim, ni če zgodilo. rabiš kak A ste nasvet, se kdaj slučajno? skregala? To me zanima. Sva tudi. Kako, kaj je bilo, zakaj sta se skregala? Zakaj nisva, mislim. Če prebeki, Pa da bosta povedala. ko dobiš v Skregala. obdobju Bova- PMS ali pa česa, Ne, veš kaj, jaz sem v bistvu... MMS-a v obdobju melodij Morja in sonca, si to rekel. PMS-a, kaj je to pa primorske melodije sonca. A lahko povem, Dej. da sem zaradi Sebastjana zamudila letalo v Los Angeles, Havaje, Več letal. Zdaj vse eno Pariz, potovanje. Los Angeles, Sklanjam Havaji. se. Zamudila si. 3 avione sem zamudila zaradi njega. Kaj je bilo, a te je pregledoval on? Ne, pač zamudil je, hotel- ne. Zamudil je in jaz sem ga čakala, ker sem jaz bila... Skupaj sta šla? Ne, skupaj Pa sva si šla. ti bila šla? Nastopati na Havaje. Ja, sem seveda, se pol Nastopati sem sta tudi šla na Havaje. Sem pol tudi šla in on je doma ostal, ampak jaz sem pač mogla zamuditi zaradi tega, ker gospod ni najdel zagrebškega letališča. Ne, gospod je izbral napačni izvoz in potem je pač trajalo 1 uro, da smo se obrnili. Ta v bistvu je večplastna zgodba. Kako sta to rešila na koncu? Ja, tako da jaz sem šla, on je pa doma ostal, zelo enostavno. In potem sem jaz na koncu pela, on je pa pač gledal po televiziji. Tako. In več kot očitno je prijateljstvo preživelo vse te Obstalo. vzpone in padce. Meni samo ena stvar zanima, Bernarda, a bi ti tudi šla naprej? Jože, jaz bi te čakala in brez tebe ne bi šla nikamor. Sam to sem rabo. Na vrsti je osmišljanje fotografij našega gosta. Tokrat so na vrsti fotografije z razkazovalnika Vlada Kreslina. Naloga mojih gostov za mizo je, da si izmislita nov naslovni opis fotografije za objavo na družbenih omrežjih in seveda dodata tudi kakšen zabaven hashtag oziroma ključnik. Rebeka, Sebastjan, sta pripravljena. Čist. Oba imata močne razkazovalniške profile, tako da jaz sem prepričan, da To je meni obvladata. najtežje. To je meni najtežje. Najtežji del dneva je narediti Instagram objavo. Meni osebno. Ravno prej smo začela. spomnim- Se pravi, veliko energije gre v to za vas. Časa gre čisto Preveč. preveč. Preveč, Čisto preveč. Ravno to smo se pogovarjali, prej smo začeli oddajo. Koliko časa gre. Ja, dobro. Ampak zaradi tega računamo, da obvladata. Torej, poglejmo si primer za prvo fotografijo. Ko so koncerti prepovedani, hashtag za vas, gospa? Ja. Ja. Kaj bi da rekla? Kamo sem jaz zdaj prišel? Kamo sem jaz zdaj prišel? Super. Moj pa bi bil, pa ni samo Rebeka Dremelj multipraktik. Se širi ta multipraktičnost po sceni in gremo naprej na naslednjo fotografijo, ki je ob Muri. Tako, ja, Sebastjan, kaj si ti hotel reči? Ja, prva asociacija. Mislim, da bomo bolj previdni, ker ga imamo gosta v studiu. A bi rad, da Rebeka najprej Rekel samo, pove. pa še ključnik pa WC z najlepšim razgledom. Malo heca mora biti, malo heca mora biti. Kaj ti, No, voda Kristila? vedno, voda je kot življenje. Ne glede na to, kakšno prepreko nastaviš, vedno najde pot in gre naprej. A sem mislil, da in odplakne. Ne vem, ali je odplakne, bravo. Vrhunsko, gremo naprej, kaj imamo še? Aha, fotografija z Deso v naročju in njeno knjigo v rokah. Diha mi za vrat, da res dokončam knjigo. Kontrola Kontrola DOO, ključnik. Blazno resno slavni. Blazno resno slavni, to bi lahko bilo, seveda, ja. Ja, se Desama, ne? Desa je Desama je napisala, ja. blazno resno v seksu, blazno resno slavni. Vlado, je bil to blazno resno o slavni ali blazno resno o seksu? Jaz mislim, da je bila to Veš, kaj, ko je Desa- fotografija knjige Desinih kolumn. Ne? Ko je Desa pisala to knjigo, sem jaz večkrat k njej hodil, ker sem bil full frenda. Sem tam ribeloval in takrat, in je imela malo deco takrat te punce in je pisala blazno resno v seksu. In pol je tako, ona je po noči pisala in pol
Večkrat le sem prišla do enega zapleta. Kaj bi zdaj ti naredil, če bi se to pa to zgodilo, ne? Če pri oboževalke, pa kaj bi ti naredil, pa sem jaz povedal in pol let naprej napisala. Skratka, si soavtor svetovalec. Svetovalec za spolnost. Vrhunsko se sliši. Ampak to pa je fotografija z knjigo Desinih kolumen, ne, ki jih tudi imenujemo. Ja, to je z knjižnega sejma enega pred par leti, ne? Mislim, da je bilo, ne? Ja, in imamo še, ko smo že pri spolnosti, imamo še eno, se pravi, Jalen, kaj ti vidiš? Petelinu krono na glavo, meni pa črno kitaro. Kdo je večji frajer? Kdo je večji frajer? Ja, težko bi rekel človek, ne? Črna kitara, takale krona. Sebastian, kaj si ti videl? Ne vem, kaj z mojimi asociacijami danes. Veš, v angleščini se ful lepše. Ja, povej v angleščini, pa bom jaz prevedel. What a nice big cock, recimo. Kako lep velik petelin. Tako, recimo tako, ja. Kako lep velik petelin. In imamo še eno fotografijo imamo pripravljeno. Aha, Rade Šerbedžija, se pravi tudi ne samo igralec, tudi hollywoodski igralec, tudi glasbenik z ogromnimi ribami sta slikana. Ne daj se, Vladek. Ne daj se, Vladek. Kdo bo koga? BFF na lovu za ribami. Tako. BFF je skračevanje za najboljši prijatelj. Tako, z najboljšim prijateljem v lovu za ribami. Tako. Takšnimi in drugačnimi. Tako. Najbrž sta siguren bila že na lovu za ribami. Vlado, jim boš kaj odvrnil? Ali je bila to sam ribarenca zelo blizu? Ja, malo sem se zamislil, stare slike so pa malo sem nostalgičen rado. Ja. A sta to video ulovila, te velike? Kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje? Čisto nepotrebno vprašanje, seveda. Mi pa nadaljujemo s Facebookom oziroma z našo Facebook stranjo, se pravi Vikend paketa. Tam smo vas prosili, da odgovorite na vprašanje, česa niste še nikoli povedali svojim staršem. Imate videl kakšno tako star, ki še niste povedala? Pa sigurno bi se Zihar bi se našlo, sam če misliš, da danes ne dva to gledata. Gledajo, vajni se tako še gledajo. Seveda gledajo. Ne. Se pravi, malo sem razočaran, ker ne bomo naš tacga zvedel, hkrati sem pa vesel, ker starši gledajo. Ok, bomo povedali, kaj so naši gledalci napisali. Rud Gramec, bi vam zaupala, pa moja mama tudi gleda Vikend paket. Vidiš. Ne bi bila korona več problema. Ja, ne, lobi bili na Kostanju od zun zdajle. Ne veš. Tako postane glavni akter. Lobi zdajle že tretjo rundo Kostanja jedel. Ja, gremo naprej. Ana Ančka, da sem se ga napila že pri 16. Ančka, pri 16. Mislim, za našo generacijo je bilo kar v času. Za našo generacijo je bila pa kar pozna. Se pravi, zdaj je drugače. Ne, za našo je bila kar okej, ampak za današnjo generacijo je pa kar pozna. Škaj vprosti, jaz bi rekel, da obratno. Jaz mislim, da pa zdaj pozn. Mislim, prav. Jaz imam dve štirki, tako da menjamo temo. Nehimo zamenjati temo. Mi smo gor rasli v drugih časih, ker se še ni vedel, da je alkohol tako škodljiv. Mi smo gor rasli v časih, ko alkohol še ni bil tako škodljiv. Ne, da nismo vedeli. Naši starši so to dobro skrivali pred nami. Ja, Majda Lovšin, da sem imela popravni izpit v prvem letniku. Kako je pa to izvozila? Dobre je. Ja, to so treba. Imamo starše na telefonski liniji mogoče? To je bravo. Glumica. Če skriješ tako stvar in jo pol rešiš, potem moraš iti na AGRFT, ker so očitno odlično. Se možno, da je ona igralka zdaj z kakšnim drugim imenom, primkom. Ana Markezič pravi, da ne mara nedeljskega pireja z margarino. Tega še ni povedal. Mi tudi z maslom to delamo. Margarina je bila res en cajt zelo popularna. Pa mogoče od Anite, od Ane mama še ni dobila, da ta margarina mogoče ni več. Margarina, maslo, svet, mislim, zakaj pa ne, vprosti? Ne. Margarina ni tako zdrava. Kdo je bo povedal? A ti doma tudi delaš pire? Ne, jaz pa navadi delam grahov pire. Grahov pire? Ampak če pa ne bi imela masla, bi ga pa tudi z margarino naredila. Če imeli tvoje otroke tukaj, bi videli, da bi nisem jim še bojal, da ne da graha. Margarina ni najbolj zdrava izbira. Ja, res. Ok, dobro. Probi.
Gremo naprej, a ne? Sebastian, Dajmo, kdo je dajmo, jaz ti ne bom jaz prehrano povedal tega. uporabljam, ukvarjam, da bi zdaj lahko ta pogovor dalje poslušal. Ja. Gremo naprej, se pravi, Anita Žibert pravi, še isti dan, ko sem naredila vozniški izpit, sem z rikverc vožnjo po blatniku popraskala avto. Presneto. Presneto. Ja. To pa Zanima me, če je bila mama njena zaveznica v tej situaciji pred očetom ali je to... Ja, ker ponovadi so očetje bolj zaščitniški do svojih avtomobilov. Dobro, Ampak verjetno ja, že ni tako, zato ravno. Vprosti, verjetno že ni tukaj face popraskala, ne, verjetno še se danes ne vidi. Ker to, če bi se dobro videlo, ne verjamem, da to... Sam 2 dni kasneje rečeš, kdo pa je to naredil? In si ven iz tega. Ja. Sam moraš pa takrat močno. Ne smeš tam, lej, nekaj je popraskan. Ja. Ne. Če Ja, če je premočno, je že tudi sumljivo, ne? Zakaj otroka skrbi v praskan avto, ne? Je že to govoriš iz prve roke zdaj? Ali? Gremo naprej. Anita Žibert, ona jih je več napisala. Še danes ne veste za piercing v popku. Kaj? Jezus. Kaj pa morje, pa kopalke, Ja. pa... Čakaj, nimaš ti podobno zgodbo? No, ne, da še danes ne veste, moja dva veste, ampak je pa res, Ampak da sta sem zvedela kar iz nekaj nove. časa skrivala tetovažo, da sem lagala, da bom narisano. Da imaš- In sem si gor, vsakeč, ko sem se šla tuširati, sem si folijo dala. To je ta famozen delfinček, ki je še Delfin danes famozen, tle. ki ga vsi Ja. poznamo, sem hotel reči. Ja. In sem si gor folijo limala. Seveda sta ona dva vedela, samo ona dva sta me pustila, Da ti misliš, vidita, da koliko vesta. cajta bom Vlekla zgodbo. jaz to mislila, da ne veste. Dobro, všeč mi je to. Žan prvi, da sem si kot srednješolec srednje oči izposodil očetov avto, da smo šli s prijatelji na veselico. Če kot srednješolec. Ja, to je pa... Jaz vidim, da je moje življenje zelo Dolgočasno. dolgočasno. Ker to, Ne, kar v se bistvu- dogaja vsem Jaz ne ljudem. bi upal. Jaz mislim, da sem prišel do tega, da si vesel, da nimaš otrok. Ne? Ja. Ker če me tole čaka, Jože. Ja, lej, veš kaj, čim prej jim dej svoj avto, pa ali pa motor, ali dej motor, pa se, ja, ne vem, To, kar mama razumete. taksi. Še eno imamo, Urška Orlič, verjetno, da sem na mesto v šoli veliko krat preživela čas, kje druge. Podpis sem odlično ponaredila in ker sem šolo naredila, sem se očitno takrat čisto pravilno odločila. Pa še pozdrav mami, ki vas gleda. To je tudi res. Ne? Sej, če spelaš, Veš kaj, spelaš. šola, ta sistem, ki ga imamo, je tako precenjen, da ga je treba na novo prevetriti. Okay, še to, zdaj moramo dodati še dve, ker če je tako... Mislim, Rudi jaz Kos imam takšen podpis, da ni šanse, da ga kdorkoli ponaredi. Tako. Okay, da smo to si na jasnem. si rešila, da to veste. Rudi Koza so za vse imeli prav, kar so mi rekli. No. Čisto si je, Ja. to se ne strinjamo. a ne? Časovne distance. Imamo pa eno, s katero se pa sigurno vsi strinjamo, Vlasta Starc, pravi, da sem jim hvaležna za vse, kar so naredili zame. To smo pa To je pa res, to je pa res in premalokrat povemo. Hvala Premalokrat mami, povemo. hvala Ati. Premalokrat. Tako. Tam gledam, sem. Ja, tako lepo ste to povedali. Na našem glasbenem odru pa sta Rebeka Dremelj in Sebastian. Prisluhnimo njuni božični pesmi z naslovom Ko primeš me za roko. Tako zelo se daleč zdi lansko leto, tako zelo si spet želim, da imel bi vse to. Dolgo nazaj je tisti božič, kot lanski sneg se zdi, veš, da si tudi jaz želim. Komaj čakam, da te vidim, da s toplino te objamem in da spet si seževa v dlan. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo takrat, vso veselje je pred vrati, a ustavil se je čas. Ko primeš me za roko, vse je kot je bilo enkrat, novo leto je pred nama in vse bo spet, kot je bilo takrat. Kaj vse bi dal, da bi lahko s tabo spet zaplesal? Zdaj vem, kaj vse bom na papir z željami zapisal. Kaj ima pa, če ne smem požati ti lica? Vsa darila si
Zdaj pa pravila. Pokazali bomo dva posnetka, posnetek A in posnetek B. Na posnetkih, ti meni še zmeraj grdo gledaš zaradi... Ne, jaz sploh ne sodelujem več v tvojih igricah, zato ker si me dvakrat užalil. Še ona naj je začela žaliti. Samo vključil sem vas. Oprosti, ona je rekla, da oddajo gledajo... da se pogovarjamo. Ona je rekla, da oddajo gledajo zaradi Francija petka, ne vem, ko mi dva tle delamo. Jaz pa rekel, da smo alkoholiki. Sploh ni res. Lahko sem presedete. Ker jaz odhajam. Da zaključim svojo Rebeka, misel. jaz bi samo Rebeki rada nekaj povedala. Rebeka, če tudi nas ti ne maraš, mi te imamo radi, vedno in zavedno. Je videti, ja, hvala. Resno se je. Ja. Ampak če zdaj ne bom utihnila, lahko ostanem brez sovoditelja, ne? Torej, na posnetkih, na teh posnetkih, o katerih sem prej govoril, posnetek A, posnetek B, bo numerologinja Lili Sorum opisovala gosta, Francija Petka, in še eno drugo znano osebo. Res znano. Ne vem, tako znano v resnici. Vaša naloga je, da ugibate oziroma komentirate, kateri od obeh posnetkov opisuje gosta v studiu. Zbrani za to mizo bomo seveda poskusili ugotoviti tudi sami, kdo bi, kjer je zdaj ta prav. Naš komentar bo v pomoč, ali pa takole, ko je pogledam, tudi ne. Gledalke ali gledalcu, ki bo za nagrado ugibal, kateri posnetek govori o gostu. Halo, kdo je z nami? Nevenka. Živijo Nevenka? Ja, Živijo Nevenka. A je vse jasno? vse jasno. Odlično. In glasno. Odlično. Končno me nekdo razume. Nekaj se res tukaj fajn razložil, da... Ja, končno me nekdo razume. Bravo. Predlagam, da si kar pogledamo prvi posnetek. Oseba A je mnogokrat narobe razumljena. Je zelo zahtevna do sebe in do okolice, izjemno dosledna in ravno zato lahko na prvi vtis deluje arogantno. Njeno življenje lahko zanika zelo iz enega ekstrema v drugega, je pa znotraj sebe v svojih globinah zelo mehka in zelo sočutna, ampak te plati ne pokaže kar vsakomur. Leto 2022 bo za to osebo vse prej kot preprosto. Torej, ja, doskrat osebo narobe, a bi bilo v Franciji oseba, ki jo narobe razume? Jaz mislim, mene je zmotil predvsem to, da deluje arogantno. Mislim, da Ja. Da Francija veš, jaz sem kaj to ne prvo deluje, na ne njega gleda. pomislila, ne? A veš, takoj sem asociacija, ne vem zakaj, ampak takoj sem dobila to Maščevanje je asociacijo. sladko, vidiš jo že. Mogoče pa človek najprej nas pomisli. Ne, kaj, kdo Ne, pa je bi znal biti 2-2-2 kar težki zate, veš, glede na to, da si me užalil. Karma pride. Karma se Da vrne. me boš sledila. Zelo aroganten, kaj? ampak kaj pa dosleden? Dosleden pa deluje, zelo dosleden. Dosleden deluje, ampak mislim, da ga splošno, ta aroganten me res zmotil, ker vedno ga poznamo kot nasmejanega, pozitivca, veselega in to nikakor ne paše v ta kontekst. Če vse ostalo drži, se mi zdi, da to poruši vse. Pa da gre iz enega ekstrema v drugega, da je pa noter mehka duša, ne? On je tudi na zunaj, poglej ga. Tista pozitiva. Ok, se pravi, mi smo kar prepričani, da Franci ni. Ti misliš, da bi to zaradi arogantnosti lahko Ne, bil jaz? mislim ne, to Franci Petek zagotovo ni, zaradi tega, ker tako kot je on rekel. Jaz se njega spomnim že nekaj let nazaj in mi smo ga vedno zelo radi gledali, glih zaradi te njegove pozitivnosti. Kdo bi lahko bil On je to? res en tak... Kdo deluje aroganten? Bernarda? Jaz bi Politiki ne samo veljajo, nekaj verjetno, ne? povedala. Zdaj, gledalke in gledalci, dobite za res močan dokaz, da smo oddaja v živo, ker smo se namreč zmotili in zavrteli napačen posnetek. Se pravi, ta posnetek gotovo ne govori o Franciju Petku, niti ne o osebi B. To je posnetek namenjen za eno drugo oddajo, ki govori o eni drugi osebi. In zdaj resetirano, oziroma Franci, kako se je to reklo v smučarskih skokih? Je prekinjena tekma? Razveljavljena serija in gremo, ponovimo. Čeprav to zdaj v zadnjih časih, ker imamo to kompenzacijski faktor, skoraj da ni več tega, ampak včasih je bilo pa veliko. No. A gremo še enkrat? Mi zdaj razveljavljamo to tekmo in gremo od začetka. Gremo od začetka, super. Potem si pa poglejmo. So pa imeli prav, ne? So pa imeli prav. Zdaj smo še nazaj in prav smo imeli, poglejmo si prvi posnetek. Oseba A je zelo dober retorik.
Zelo topla oseba, prisrčna oseba, izjemno predana svojemu delu, zato je predvidevati, da na začetku svoje kariere ali pa vsaj v svoji prvi službi je bila deklica za vse, dokler se ni naučila postaviti meje. Je zelo čustvena oseba, oddaja pa umirjeno energijo in v naslednjem letu bi rekla, da nas lahko preseneti z nečim novim ali pa vsaj zelo drzno poslovno odločitvijo. Super, zdaj pa poglejmo, kaj smo tukaj slišali. Se pravi, gremo od začetka. Zelo dober retorik. Se strinjam. Absolutno. Franci Klukca je zelo topla oseba, prisrčna oseba. Dve Klukci. Izjemno predana svojemu delu. Si mislimo, da ne vem, daje tako vtis. Šport, ne? Vsekakor daje tako vtis. Vidiš, ja. Premik navedenika. Predvidevati je, da je bila na začetku kariere pa vsaj v svoji prvi službi deklica za vse, dokler se ni naučila postaviti mejo. Ja, taka dobričina, ki pomaga vsem, to bi jaz pripisal. Ja. Zelo čustvena oseba, oddaja pa umirjeno energijo. Definitivno. Spet, Franci, v naslednjem letu nas lahko preseneti z nečim novim ali pa vsaj zelo drzno poslovno odločitvijo. Kupil bo Planico. Ja, Nekaj se reče menedžerski prevzem Planice. Poglejmo si zdaj še posnetek B. Dobre ideje imajo že, ne? Oseba B je oseba trenutka, oseba navdiha, oseba doživetja življenja. Je oseba, ki si želi tiste prave, pristne povezanosti s tistimi, ki jih ima najraje. Bo pa starejši, kot bo, si bolj dovolil biti točno to, kar je. Predvsem pa bo manj strog do sebe. In tudi pri tej osebi bo v naslednjem letu v ospredju poslovna plat življenja. Bi pa dodala še, da ta oseba nima karmičnih zapisov, kar pomeni, da se lahko okolici zdi, da se mu vse posreči. Ok, oseba trenutka navdiha, oseba doživetja življenja. Sprav, jaz mislim, to ni dober, če si skakalc, da rečeš, imam danes skočil, ne moreš biti tako, ne. Imam danes skočil. Mislim, da kaj vi mislite? Ne, jaz tudi mislim, da to ne gre. Ne odkljuka vseh ali ne. Okay. Je oseba, ki si želi tiste prave, pristne povezanosti s tistimi, ki jih ima najraje. Kdo se ne? Kdo si ne? Starejši, ko bo, si bo dovolil biti točno to, kar je. A se nam zdi, da se on pretvarja, Franci? Čist nič. Ne. Spet me vse napeljuje na tebe. Predvsej manj strog bo do sebe, najbrž v prihodnosti. Ker do zdaj sem zelo strog do sebe. Ja. Tudi pri tej osebi bo v naslednjem letu v spredju poslovna plat življenja. Še en prevzem, jaz bom pa RTV. Jaz bom pa RTV, ali pa saj ta razvedrilni program. Imamo še, nima pa karmičnih zapisov, kar pomeni, da se lahko okolici zdi, da se mu vse posreči. Zanimivo. Ja, mene ta astrologija zelo zanima, tam je zanimivo to, kar je Lili videla v kartu. Se pravi, ti vidiš v njem kakšne karmične zapise? No, to se ne spoznam, to sem čisti laik, ampak... Super. Se pa sam sebe najdem v nekaj ali ne od tega. Ti si sebe najdu mogoče. Ti si kar nekaj stvari drži, ne? Ti si ta lepiš, ne? Ti si njega ali sebe? Sebe našla. Jaz sem sebe, dosti sebe sem našla tle noter. Kaj če vprašamo gospod Nevenka? Ja, ravno kar sem hotel. Torej, gospa Nevenka, zdaj tako mi mislimo, da je on, mislim, se mi zdi, da nam je šlo vse oseba A, oseba B, pa mislimo, da smo mi trije. Trojedini smo, če veste, kaj se da biti v eni osebi. To je šlo samo enkrat v zgodovini človeštva. Ja, pa še enkrat se je zdaj zgodilo. Torej, gospa Nevenka. Strinjam se z vami, da je oseba A. Strinjate se z mano, da je oseba A, zdaj pa sam najdem ta pravo kuverto oseba A. Čak, te bom tako naredil, da sploh nam jaz prvi videl. Ha! Se ni treba. Mario Galunič. Smo pa kar Mario bo prevzel RTV. Gospa, zdaj smo vas pa, ja mislim, to smo mi krivi, se pravi, posnetek B pa evo, pa sem nekaj zvedel vse. Tako, Franci, ogromno novih stvari, ne? Jaz sem v imenu, gospa ne vem, kaj sem v imenu, se pravi, Rebeke pa Sebastjana opravičujem, ker sta vas tako grdo zavedla. Mi pa se zdaj veselimo tudi pogleda v magično učilnico, kamor se je odpravil Sebastjan. Sebastjan, lep pozdrav. Zdravo, Zdravo. Kako si? Odlično. Odlično. Zelo vznemirjen zdaj. Je bilo zato res malo videti v zakulisje vsega tega dogajanja, kar genialno.
Takoj sem opazil to, kako so mu zažarele oči, ko sem mu pokazal prvi trik. Sebastian, jaz sem slišal, da si že ti včasih nekaj čarov, ne? Ja, kot otrok je izhajala ena revija tedenska. Sem potem to skušal nekako impresionirati moje starše in publiko, ki je želela gledati, ja. Ima to karizmo, ta šarm. Ti v bistvu jaz rad pokazal en zelo hiter trik s kartami. Sebastian, strelim prvega asa. Koli stop. Stop, tu, fantastično, točno tu si ostal pri drugem asu. Bravo, skate, ko je stop, tu, fantastično, tretji as. Vi smo že znam šarati, ne? Se zato, ja, točno to. Zadnji as je moj najljubši as, zaradi tega, ker ga lahko dejansko ujamem z eno roko. Napredni tečaj bil zdaj to. Se mi zdi, da je njegov moto, da se vsak dan nekaj novega nauči v življenju. Tem zdaj tudi enega s kartami naučil. Najprej si izberi eno karto, katerokoli, vzami jo ven in pokaži tudi kameri. Ja, njemu boš rekel, da si ne zapolne karto, ti boš pa v bistvu pogledal spodnjo karto. On potem da karto gor na vrh kupčka, tako, in ti samo prepoloviš na pol, da se ta karta združi s tvojo. Hitro ti bije. Mislim, da imam. Kako? Je bila ta? Pri hudiču. Je bila? Ko se bom pri 80-ih cel sil nekje zibal pred enim kaminom, bi rad pogledal nazaj na življenje, pa si mislil, Madonna, fajn je bilo, nismo nič zamudili. Ti si zdaj moraš zbrati eno karto. Tako, torej delava trik z magičnim utripom. Tako, super. Tako, jaz imam karto. Tako, zapomni si jo. Imamo. In pokažem kameri. Tako. Držimo oko in super. Perfektno. Ok, super. Zdaj pa rečeš, tvoja karta bomo zgubila v sredini karte. Tako, v sredini kupčka, ne? Tvoja karta v sredini karte. Tako. Tako, razporediš. In grejo. Ne, to ni. To bom daj stran, čakam energijo od karte. Mislim, da jo imam, sem naredil prav in to bi bila tvoja karta. Res je, bravo. Dober, prijazen, tak, navdušen. In se mi zdi, da bi mi bilo treba svet spet malo resetirati po energijah, pa spet, da ljudje med sabo najdemo nekak skupni imenovalec, pa da se začnemo sprejemati v svoji raznolikosti, v različnih pogledih, da smo si drugačni in to je tisto, kar dela svet. Če vsak da nekaj kanček, neke pomoči noter v neko stvar, se mi zdi, da lahko potem skupaj dosežemo tiste glavni cilj. Sebastianov nastop boste lahko ocenili s šolskimi ocenami od 1 do 5, tako da boste na telefonsko številko 041 300 007 poslali SMS z vsebino od VP1 do VP5. Vaš glas je brezplačen, plačate samo SMS sporočilo po ceni vašega operaterja. Zdaj pa izvoli Magic Sebastian. Magic Sebastian danes v triku, ki se imenuje teleportacija. Imamo steklenico, imamo našo rdečo ruto, ampak seveda kot za vsak trik potrebujemo brhko mlado postavno manekenko, zato lepo prosim za asistenco tukaj pri meni na odru, prosim Jože. Da leto 2021, da malo razbijemo klasiko. Dragi Jože, poglej, najprej bo midva poskušala tole ruto prenesti v to steklenico, ampak najprej poglej, če je z ruto vse ok. Ja, z ruto je vse ok. Ni nobenih niti in dodatnih zadev, tudi steklenica. Ni nobene panike, nobene lukne ali karkoli tako. Mislim, malo luknjo z vrha. Malo luknjo vzgor, tako. Ampak zdaj bomo mi to poskušali lepo spraviti v steklenico in zato, da bo večja dramaturgija, bova steklenico še zaprla. Wow. Tako. In od tukaj naprej se začne tvoj del. Tole steklenico bova skrila v tulec in od tukaj naprej je zadeva na tebi. Nastavi spodnjo roko. Spodnjo roko. Nastavil sem spodnjo roko. In z drugo roko zgoraj. Zgornjo roko. Tako, zdaj vse sile usmeri v to steklenico, tudi če se Berni in Rebeka začneta slačiti, prosim, tvoj fokus je tukaj. Mi pa začnemo z teleportacijo, dragi Jože. Ja. Tole ruto bomo skušali spraviti v to tvojo steklenico. In to seveda vsi čarovniki imamo s sabo, kaj? Vedno čarobne. Prašek. Čarobne dlani. In moja roka je tukaj. Moja dlan je tukaj. Naša ruta je zdaj že skrita, zdaj pa bomo skupaj rekli 1, 2, 3, ruta že leti. To je? Jaz rečem. Tako? Ruta 1, 2, 3, ruta že leti. In ruta je poletela v eter in v vesolje. Upamo, da v tvojo steklenico. Tako? To je urejeno. Zdaj pa mi boš to ruto lepo prosim vrnil. Okay.
steklenico, tako. In zdaj, če vse po sreči, bi Ruta morala biti tukaj. Kako misliš sreči? Ali ne Vse po govorimo sreči. o magiji? Če je uspelo, tako, če je magija uspela, zasluga gre do meni, če ni, je kriv Aleksandar. Tako, dragi moj, da bomo lepo izvedli tako, kot se spodobi, boš tule, prosim, lepo počasi ti dvignil. Tvoja čarobna beseda pa je zdaj 3, 2, 1, nič, če se po nesreči bo hudič. 3, 2, 1, nič, če se po nesreči bo hudič. In da vidi. Ruta je tu. Lahko preveri, če je to tvoja Ruta, izvoli. To je točno ta Ruta. Wow. En aplauz, prosim. Vračam. Magic Sebastian, super. Čudovito, predlagam, da se mi da kar nazaj. Tako. Odprava. Najbolj traumatični del oddaje je za mano. Vrhunski smo, ne, koliko dober. Koliko dober. Ja, ne pozabite, da lahko Sebastianov nastop ocenite tudi vi, in sicer šolskimi ocenami od 1 do 5, tako da na telefonsko številko 041 300 007 pošljete SMS z vsebino od VP1 do VP5. Vaš glas je brezplačen, plačate samo SMS sporočilo po ceni vašega operaterja. Vaše ocene sprejemamo do konca naslednjega oglasnega bloka. Hočem to nazaj, ali sem videl, da sem... Samo petke, lepo prosim, samo petke. Še vedno gledate Vikend paket, danes z mano odkrivata toplo vodo Rebeka Dremelj in Sebastian. Nadaljuje pa naš dopisnik z ulice Žan Papič, ki ga je vznemirila novica, da je Nova Zelandija za ptico leta razglasila netopirja. Pa veš, na Novi Zelandiji so zdaj glasovali za naj ptico leta in je bil glasovan netopir. Ja, seveda. Lej, kaj je naredil. Zanimivo. A se vam to zdi prav? Ni vse krivo ta ptica za te bolezni. Ne vem, kolikor vem. No. Kaj pa vi rekli, a si zaslužite naziv? Ptico leta. Pa recimo, ajde. Ja. To pa ne bi odobravala. Ne bi odobravala? Zakaj pa ne? Ker ga ne maram videti. Kaj pa narobe z njim? Ker je črn? zoprna žvalda. Zoprna žval? Ja. Koronavirus ni prišla iz netopirja. A se strinjaš s to teorijo? Niti ne vem več, s čim naj bi se strinjal glede korone. Iz kje je prišla, kaj se dogaja, kaj je res, kaj ni res. Že prav iz Kitajske. Jaz se na stvari, ki nimam vpliva na nje, se ne razburjam. Jih kupam take, kot so. Ja, pa je iz Kitajske. Ampak ne, nam je učitelj povedal, da so to ustvarjali eni bogataši zato, da so oni zaslužili. A je prišla iz netopirja? Ne. A ni prišla iz netopirja? Možno. Iz juhe. Ne, mislim... Netopirjeve juhe. Ne boš vam jav. Dej, povej, no. To je virus, ki se prenaša tudi preko interneta in tako naprej. Si bom dal telefon na letalski način. Je sploh ptica netopir? Ja, zdaj bo profesorca biologije malo jezna, če ne boste pravilno odgovorili. Ja, če leti, potem je, ne? Ja, če leta je. Če leta je. Se pravi, veverica, ki leta, je nekako ptica. Ja. Pravi, vsi, ga gremo na letalo, smo za tisti čas ptice. Smo ptiči, jo. Ptiči, ptice. Sploh ni ptica netopira, ne? Ne. Je pa riba. To je to. Je sesalec. Ne, Batman. A si zasluži ta naziv netopir po vsem tem, kar nam je naredil? Ne, kakšen netopir? What? Se pravi, smo v tej dobi, ko je vsak lahko kar želi. Moški je ženska leta, sesalec je ptica leta. Kaj bo naslednja? Ampak si to smo bili že nekaj časa nazaj, ne? Belc je bil najboljši reper. Kaj naj pa rečem? Se ne vem, s kje je prišel. Borut Pahor, moški leta. Ne? Ja, recimo. Tako da lej, časi so čudni. Imam teorijo, da bi mogli nadaljevati z normalnim javnim življenjem. To je edina moja teorija glede tega virusa, ker pač sicer ne vem, kako bo naprej. Ok, hvala. Zelo na kratk, netopir, Jane. Ptica leta. A ja, ne, mislim, netopir prvo, ne. Mislim, sploh ni ptica. Tako, po moj kolega je Alen Ploj, strokovnjak za ptiče in pravi, da ptič mora imeti perje. In to je eno... In tega netopir nima. Netopir nima tega, tako da. Je fascinantna žival, ampak ne bi rekel, da je ne pa... Jaz jih ne maram, meni niso všeč.
Jaz ga ne bi na podstrešju rada srečala, res ne. Ampak je pa ful fascinantna žival, v bistvu na razstavi, na potovanju na Kostariki. Ko smo že pri fascinaciji, žival, res. fascinantna je tudi ocena Sebastianovega nastopa. 4,5. Hvala lepa. Wow. Ja. To je bil še en vikend paket.